Hvala predsedujoči za besedo. Pozdravljeni kolegi in kolegice, kolegice in kolegi. Lep goriški pozdrav vsem skupaj. Zelo lepo je priti iz sončne dežele v sončno deželo. Pa bo šel kar k stvari. Hvala tudi, da mi je bilo mogoče predstaviti to temo, ki je po svoje zanimiva, kompleksna in mogoče premalo prisotna v slovenskem zgodovinopisju. Tudi preprostega razloga, ker smo nekako judovsko prebivalstvo skoraj izgubili. Judov na slovenskem je zelo malo, na primorskem praktično nič. Govorimo tudi o tipični tematiki, ki je kompleksna in značilna za številne skupnosti centralne in vzhodne Evrope. Namreč gre za tematiko skupnosti, tako, če hočemo, etnične kot verske, ki je trpela med holokaustom in tukaj Gorica ni nobena izjema. V bistvu, če se vtakne na hitro problematike virov, viri za tovrstno raziskovanje se nahajajo v državnem arhivu v Gorici, arhivu Statu Gorici, arhivu Statu Trieste, sprej državni arhiv Trst, potem v centralnem arhivu judovske skupnosti, se pravi arhiv centrale komunitarne brajke Italijane v Rimu in pa največ gradiva spoveda je pa v Central Archive for the History of Jewish People, se pravi centralnem arhivu zgodovine judovskega ljudstva, ki se nahaja v Jeruzalemu. Tukaj bi izpostavil, ker smo pač na učiteljskem posvetu in govorimo o učiteljih, eno posebno ime Marcela Romana Motorga, iz dedne in plemenite goriške, pa ne samo goriške, širše razvejane judovske družine, ki je bil polihistor, poliglot, faktotum, predvsem pa učitelj, kot se bomo srečali kasneje, deloval tudi v goriški judovski skupnosti kot učitelj. Imel sem to srečo, da sem pol leta pred njegovo smrtjo navezal stike z njim, živel v Berševi na robu judovske puščave. Dočakal je lepo starost in ohranil je znamenite spomine Valdiroze, Memorije della Comunità Ebraica di Gorizia, se pravi Rožna dolina, spomini judovske skupnosti v Gorici. On je namreč bil eden tistih, ki je po vojni iskal svoje preživetje v novonastali državi Izrael in seveda s svojim pričevanjem tudi o ustroju same skupnosti, tudi izobraževanju v skupnosti, tudi poučevanju znotraj skupnosti je zapustil neprecenljive spomine. Napisani so pa v italijanščini, tudi njegov materni jezik. Že bežen pogled na preglednice časovne, oziroma tudi številčne prisotnosti judov v sami Gorici nam pokaže, da je šlo za skupnost, ki nikoli ni štela več kot dobrih 300 prebivalcev. Ampak bila je izredno vpeta v samo mesto, bila je dobro situirana, živela je v getu po letu 1698 in je izredno močan vpliv imela na ekonomski, torej gospodarski in tudi upravni razvoj samega mesta in goriško-greščanske dežele. Njihov vpliv je bil tako močan, da so Gorico ponekod še vedno imenovali Jeruzaleme Sovjetoncom, prevedli po naše Jeruzalem ob Soči. Kdaj se Judje prvič naselijo v Gorici? Verjetno v nastanku, torej pred 1000 leti, prve pisne omembe konec 13. stoletja, in smemo domnevati, čeprav nimamo neposrednih dokazov, da je v prvem judovskem getu, ki je stal v Via Kočevija, to je v Raštela današnjega, v centru današnjega starega mesta Gorice, je stala tudi prva judovska šola. Pisnih dokumentov neposrednih ni. Ampak ker so Judje povsod, ker so se naseljevali v tem širšem evropskem kontekstu, v njihovih diasporičnih skupnostih, razvili vse potrebno, kar je bilo potrebno za življenje neke judovske skupnosti, to pomeni šola, mesarija, pekarna, rabinsko stanovanje in pa osrednji prostor molilnica, smemo domnevati, da tudi tukaj in posredna pričevanja to govorijo, je bila tudi judovska šola, oziroma, bolje rečeno, judovska verska šola. Judje sami v Gorici dejansko zaživijo v smislu prosperitete, razvoja, številčne okrepljenosti v konc 17. stoletja, ko dobijo svoj geto in v tem getu si zgradijo svojo sinagogo. Iz 1756 leta, lepa baročna stavba, ampak gre za prostor, ki ima v judovstvu, kjerkoli Judje živijo, dvojni pomen.
če sinagogo usporejamo z katoliško ali pa protestantsko cerkvijo, storimo veliko napako. Sinagoga je mnogo več. Sinagoga je prostor, ki ima svoj kultni pomen, to je verski prostor, Bet HaKnesset, hiša skupne molitve, bi to prevedli v slovenščino, in pa hiša učenja, Bet HaMidraš, hebrejsko. Se pravi, prostor, kjer se otroci izobražujejo v verskih in ne samo verskih zadevah. Ta prostor stoji na levi strani. To je ta mala predprostor, je bil, tukaj ga vidimo na levi strani, je bil uporabljen za judovsko šolo, judovsko tudi versko šolo, če hočete, potem malo več v nadaljevanju. Zdaj, kako je bilo z judovskim šolstvom v Gorici? Najprej se omenja judovsko versko šolstvo. Spet ne kažejo nam tukaj neposredni pisni viri, ampak posredni, iz leta 17-15, torej začetek 18. stoletja. Iz notarskih listin se da razbrati, da je v Gorici že obstajala verska šola. Kdo je poučeval, ne vemo, imena niso ohranjena, smemo domnevati v analogiji z drugimi judovskimi skupnostmi v Evropi v tistem času in sploh v judovski diaspori, v Severni Afriki, če hočete na Bližnjem vzhodu, da so to bili rabini. Torej, rabin, ki ima v judovstvu ne samo vlogo, ali pa predvsem ne vloge duhovnika, ima vlogo svetovalca, ima vlogo prosvetljevalca in seveda tudi pomembno vlogo učiteljev. V skladu z državnimi reformami časa Marije Terezije, o katerem se na tem posvetu veliko govori in tukaj ne bi ponavljali, iz 1774, te so vplivali tudi na nastanek judovske normalke v getu v Gorici. Namreč in 1698 pa 1811 do abolicije v času Ilirske provincije v Gorici obstajal geto. Imamo podatke o odprtju judovske normalke v samem getu, jeseni 1775. Imamo tudi imena učiteljev. Predvsem pa imamo zelo zanimiv nabor predmetov, ki so se poučevali v tej judovski normalki. Imamo tudi celo podatke o plačah tedanjih učiteljev, ki so poučevali, pravzaprav učitelje, ki je šlo samo za enega, potem njegove naslednike. Je pa dejstvo, da je ta normalka potem bila leta 1790 zaprta, zaradi premajhnega števila učencev. Junija je šel dekret mestnih oblasti, Judje so prosili, da bi se normalka nadaljevala z delom iz preprostega razloga, ker so se bali utopitve v krščanskem svetu. Kaj to pomeni? Cerkev, ki je imela močan vpliv na razvoj šolstva, ne samo v Gorici, ampak v širšem državnem kontekstu, seveda je hotela imeti nadzor tudi pod judovsko šolo in splošno mestno šolo, meščanskimi šolami. Zaradi tega so Judje prosili, da jim dovolijo. V jeseni 1790 je prišlo do neke vrste pogodbe. Judje so se obvezali, da bodo sami plačevali 130 dinarjev domestila za učitelja in šola je nadaljevala z delom do leta 1800. Potem je pa šola prenehala z obratovanjem iz preprostega razloga, ker ni bilo dovolj judovskih učencev oziroma ekonomski razvoj mesta judovskega ni uspel zagotoviti plače za učitelja. Zanimivo je, da se večina učencev potem izobražuje na goriških šolah, mestnih šolah, ki so jih vodili patriarhisti. Manj znani red, ena od nalog tudi poučevanje, v Gorici žal niso več prisotni že več kot 100 let. Ponoven razvoj, ponoven renesanso judovsko šolstvo v Gorici doživejo sredi 19. stoletja. Tukaj je treba izpostaviti rodbino Reggio. Rodbina Reggio že ime samo nam pove izhaja iz Reggio di Calabrije v južni Italiji. In judovska skupnost v Gorici je bila vpeta, bodi se na eni strani v srednjeevropski nemški aškenazijski prostor, to je prostor po domače rečeno nemških judov, na drugi strani pa prostor italijanskega judovstva. In tukaj igra rodbina Reggio izredno pomembno vlogo. In zanimivo je, da sta oče Abraham oziroma Abram in pa sin Izak Reggio bila tista, ki sta ponovno vzpostavila judovsko šolstvo na Goriškem po letu 1839. Tako sta bila pomembna, da so celo učenci prihajali iz drugih krajev, oba sta bila tudi rabina.
Abraham Reggio je bil tudi eden od ustanoviteljev rabinskega kolegija potem v Padovi, v drugi polovici 19. stoletja. Poleg tega sta veliko objavljala, veliko pisala in kot sem že omenil, poučevala na omenjeni šoli. Za 19. stoletje najdemo tudi podatke o judovskih učiteljicah, ki so poučevali na mestnih šolah v Gorici. Zgodi se namreč dvojni, če hočete temu prelom. Na eni strani imamo judovske posameznike, dobro stoječe, večinoma dobro stoječe, ki se sekularizirajo in upisujejo otroke v normalne šole. Po drugi strani je pa na podlagi judovskega razsvetljenskega gibanja, ki se začne že drugo polovico 18. stoletja in se imenuje Skala, nekaj vrste preporod, novo upanje bi lahko prevedli to, in se upada z evropskim razsvetljenstvom, se je tudi znotraj judovstva začela krepiti identiteta in seveda tudi judovsko poučevanje v lastnih, torej judovskih zaprtih šolah. Po letu 1811 ni več potrebe po judovskem getu, kajti Napoleonove reformnega geta v Gorici ga razpustijo in vzpostavi se omenjena dvojnost. Na eni strani se številni ljudje šolajo v mestnih šolah, tudi na Staatsgymnasium, torej na nemški državni gimnaziji v Gorici, in pa na drugi strani judovska verska šola, ki dobi pečat z očetom in sinom iz družine Reggio. Ponoven zagon dobi judovska verska šola, ki se poučuje v tisti mali stavbi v predprostoru Goriške sinagoge ob koncu 19. stoletja. To je zaslužen tedanji znani, pomemben, tudi v širšem svetovnem smislu judovstva pomemben rabin Jakob oziroma Giacomo Bolafio, ki je bil ob koncu 19. stoletja rabin v Gorici, potem še v Firence, v Torino, skratka pomembno kariero je napravil. In tam dobila je nov zagon judovska verska šola, ki lahko rečemo tudi ješiva. Ješiva v bistvu še danes obstaja in je prostor namenjen predvsem judovskemu izobraževanju svojih pripadnikov. Zdaj, zanimivo je, podatki, ki sem jih našel v Goriškem arhivu, kažejo, kaj vse se je poučevalo na tej šoli. Poudarek je bil seveda na branju, razumevanju in prevajanju verskih tekstov. Verski teksti so bili pisani v hebrejščini, v stari hebrejščini, kot še danes, in vsak, kjerkoli je živel v diaspori, to je še danes, je moral poznati toliko hebrejščine, tudi če se je izobraževal v nemškem, italijanskem, francoskem, kateremkoli že kontekstu, da je lahko te tekste bral, molil in prevajal. Zdaj, zanimivo je, da ta šola je dosegla, da se ni financirala samo iz sredstev judovske skupnosti v Gorici, drugače ne bi obstajala, ampak je prihajalo tudi do državne pomoči ministrstva za šolstvo. Na drugi strani imamo številne jude iz priznanih družin, kot je recimo Karl Nickerstetter, eden najbolj znanih, najbolj vplivnih, tudi svetovno priljubljenih filozofov, ki je sicer mlad umrl, ampak je ponesel slavo goriškega judovstva po celem svetu, ki se je šolal v goriški Staatsgymnasium. Staatsgymnasium je bila poleg protestantske šole ena pomembnejših in judovske šole, okolji, ki so se izobraževali ljudje v Gorici. Zanimivo, da v protestantsko šolo, ki se je vodila v nemškem jeziku in so jo protestanti izobraževali, so se vpisovali tudi katoličani goriški in tudi goriški ljudje. Zdaj, prva svetovna vojna pomeni prelom. Judovski učenci grejo v begunstvo, skupaj so starši, pomeni prelom ne samo v državno-upravnem, ampak tudi v smislu uničenja mesta Gorice. Po prvi svetovni vojni se stvar obnovi, mesto samo pride pod italijansko državo, Judje še vedno vztrajajo v mestu, krepijo se s priseljenci iz Poljske, iz Češke, iz Sudetov, iz Romunije, torej dežel, kjer se povečuje antisemitizem. In ti Judje dejansko prinašajo nov razmah, nov zagon, ne samo mestnemu gospodarskemu, ampak tudi verskemu in pa seveda pedagoškemu delu. S temi Judi prihajajo tudi učitelji, prihajajo tudi rabini. Najbolj znani med njimi je recimo Abraham Schreiber, mađarski Jud, ki je bil tako močan in tako vplivan v tej judovski šoli v Gorici, v tej ješivi, da so prihajali učenci, ki so mu sledili iz njegovih mladih let. Torej od drugod pridejo v Gorico, se tam šolajo.
To je en močan vidik, torej neke vrste rabinskih študij v Gorici, ki se prenehajo sredi 30 let za odhodom rabina Schreiberja v Opatijo, pri reki, kjer je služboval pri gibanju ortodoksnih skupnosti v Opatiji. Na drugi strani je pa pomembna usmeritev judovskih otrok, šolajočih otrok, ki se izobražujejo na normalnih šolah, vendar obiskujejo judovske pripravljalne tečaje. Eden takih skupnosti je bilo gibanje Hatikva, bi prevedli to kot upanje, in to gibanje je dejansko mlade Jude pripravljeno za življenje v sionističnem duhu v novi domovini v Palestini, ki se je takrat nakazovala kot bodoča judovska država. In to judovsko gibanje je bilo zelo močno, tam med mladino od 11. do 18. leta, vodil ga je učitelj Angelo Grafano, tudi zelo znan goriški judovski učitelj, ki je potem imel tragično usodo med drugo svetovno vojno. Zdaj, kaj so oni delali? Hodili so na izlete, se poučevali v judovskih predmetih, judovski zgodovini, judovski hebrejskem jeziku, že v novi hebrejščini, predvsem pa so gojili ideal kmetijstva. Dobili so celo eno kos zemlje, nekoliko ven iz samega mesta Gorice, kjer so se učili kmetovanje, kajti kmetovanje je predstavljalo temelj sionističnega gibanja, sionističnega razvoja in tudi ideje o novi državi, pravični državi Izrael. Zdaj, tovrstno izobraževanje v okviru tega gibanja Hatikva se preneha z nemškim korakanjem septembra 1943. Še prej moram eno stvar, da mi je dovoljeno omeniti, in sicer rasne zakone, ki jih Italija sprejema po letu 1938 in ki med drugim tudi judovske učence popolnoma izključijo iz javnih šol. Torej, ljudje nimajo več kot rasni pripadniki tudi v Italiji, ne samo v Nemčiji, ampak v Italiji šele po jeseni 1938, nimajo več možnosti obiskovanja javnih šol. Kaj se zgodi? Celotna populacija se predstavi v judovsko versko šolo, prej smo videli pri sinagogi, in tam poučuje glavne predmete, višje razrede poučuje omenjeni Marcello Aronimo Prodi. V svojih spominih imenitno to opisuje, v tej psihozi izključevanja, hkrati odseljevanja Judov, kako je potekal pouk. Vse skupaj je pa prenehalo v septembra 1943, ko na Goriško vkorakajo Nemci, in dejansko v eni noči, novembra 1943, goriške Jude, tudi otroke, mladostnike, od taborišča, velika večina jih umre v Auschwitzu. Tako da danes lahko govorimo samo še o ostankov goriškega judovstva, v Gorici ni več kot 10 Judov, vse skupaj. Tako da tudi kakšne njihove izobraževanje ne moramo govoriti. In govorimo lahko o skupnosti kot številni drugih, ki je pač razvila svoj prostor pod soncem, kar potem zaradi holokausta izgubila. Se oproščam, da sem bil malo predolg, sem pa potem pripravljen še kaj, če bo kakšno vprašanje.